Ja, spomnim me na institucijo, ki se reče cerkev, na praznovanje velike noči, ki je bilo pred kratkim, in na seveda tudi vprašanje odnosa cerkve in države, se pravi ločitev države na nek način od cerkve, kar po eni strani odpira tudi ta vprašanja, ali smo sposobni živeti skupaj kljub seveda različnostim. Kakšna posebna asociacija tukaj ni potrebna, gre za, na nek način tudi izgrajevanje kulta osebnosti. Za tako veliko državo, kot je Rusija, je verjetno to tudi del politične strategije, ampak v te odnose in marketinške poteze se pa seveda ne bi spuščal. To me asociira na čase še kar nekaj let nazaj. Tukaj gre verjetno za asociacijo, ki je vezana na LDS, čeprav razumem. Sam od leta 2004 nisem več član politične stranke, tako da v bodoče pa nameravam po evropskih volitvah vložiti energijo v to, da se vzpostavi nova politična stranka. Ja, to je vprašanje seveda Evropske unije, zopet smo na tistem, kar sem govoril že prej, vprašanje kam naprej. Kam naprej, posebej še v odnosu do tega, ker sem prepričan, da Evropski parlament bo dosti drugačen v prihodnje, kot je bil dosedanji, in verjetno se bodo oblikovale tudi nove skupine. In to bo zdaj ključno vprašanje, seveda, ali vztrajati na obstoječih, če rečem obstoječih poteh, tudi glede odnosa do tako imenovanih zadolženih držav in teh eksperimentov z varčevalnimi ukrepi, ki so prinesle višjo brezposelnost in mogoče nekje tudi bolj navidezne učinke kot realne, ali pa seveda, kot rečeno, uvideti, da te mehanizmi samo varčevanja prej sodijo v pogubo, kot pa v kakršnokoli možnost oživitve gospodarstva in kakršnegakoli vzgona ali pa obrnitve krivulje navzgor. To asociira na, Oktoberfest, po eni strani, na drugi strani seveda pa na Nemčijo kot tisto državo, ki seveda predstavlja poleg, če rečem Francije, tisto veliko silo Evrope, ki ključno usmerja tudi, po eni strani zunanjo politiko Evrope, po drugi strani pa seveda tudi gospodarsko razporeditev med po eni strani kapitalom in delom, in zaradi tega, iz tudi gospodarskih razlogov je sodelovanje seveda s to državo pomembno, pri čemer pa seveda moramo paziti, da do konca vztrajamo in ohranimo našo suverenost, tako v ekonomskem kot v drugih segmentih. Predvsem se moramo boriti proti temu, da ne razprodamo infrastrukture, ki je pomembna za suverenost, in pa seveda tudi ohranimo neodtujljivost naravnih virov. Tudi vode, iz katerih se dela potem pivo.